Spoštovane gledalke in gledalci, lep pozdrav in dobrodošli v oddaji Detektor. Olimpionik Štefan Robač je današnji gost, tudi njemu lep pozdrav. Hvala lepa. Štefan Robač je rojen 25.12.1930 v Ebenfeldu v Avstriji. Se je preselil v Guštanj in seveda postal v Guštanju znana, zelo prepoznana osebnost, kajti zapisal se je športu, kjer je dosegel vrhunske rezultate. Pa če vas vprašam takole, ker rojen ste na 25. To pomeni, da je 25. december je seveda Božič, to je družinski in cerkveni praznik, sočasno pa tudi vi praznujete svoj rojstni dan. Je to kar dvakratno ali pa večkratno praznovanje? Ja, to je res. 25.12. sem rojen, 26. je pa Štefan. Zato mi je tudi ime Štefan. No, skratka, tu se je kar povezalo. Neka logična, bi rekel, zadeva, praznovanje so kar, bi rekel, dvakratni praznik, dvakratni, bi rekel, osebni praznik, pa tudi državni zdaj v tem trenutku, skratka. Ko ste prišli v Guštanj, bi vas vprašal, kako ste vi takrat doživljali tale Guštanj, ker seveda današnjo mesto Ravne, pa to je čisto nekaj druga, kot je bilo v takratnem času. Pa če bi morda malo kaj opisal tisto guštanjsko obdobje. Jaz se spomnim, da je bila, največji vas, a ne, takrat Guštanj, a pa trg, se je reklo takrat. No in so že bile te, prepoznavne kraji, okoliš, pa tako naprej. Tako da meni se je pač to kar velik kraj zdel, ker do takrat nisem še v takem kraju bil. Vi ste stanoval v Partizanski ulici, zdaj takrat je verjetno se še ni poimenovala. Je bilo že takrat, ko ste prišli, tudi Partizanska ulica, ali je bil to še vse Guštanj? Tako je bil samo Guštanj, ja. Teda ni bilo če ulic pa to. In tam smo mi stanovali in tam je bilo kar ena takšna obrtna ulica. Ogromno je teh privatnikov, od čevljarjev do, se spomnim, čevljar Šmit, pa pekarna je bila tam Škof in žnidarji so bili, krojači, tako da je bilo pa elektro, pa ključavništvo, vse je bilo v tisti ulici nekakšno. Skratka, zelo dinamična ulica in seveda tega ste lahko podoživljali tisti, bi rekel, utrip dogajanja v Guštanju. Mene je vse zanimalo in sem bil enkrat pri enemu, pa se zanimal, kako mu gre, pa drugemu, pa kot tak mladoletni fantek, bi rekel, a ne. Seveda, v tistem času, rečemo v vaši mladosti, vsi mladi se družimo ali pa smo se družili in smo imeli nekaj razvedrila. Kaj je bilo takrat tako, bi rekel, glavno ali pa osnovno razvedrilo za vas mlade? Takrat je bila takšna praksa, da vsi v tisti ulici smo bili, se družili skupaj, pa smo imeli razne tombole pa take stvari, a ne. Pa, tudi nogomet smo igrali skupaj, pa v glavnem so bile tako bolj ulice, ko so tam se zbrali te fantje pa deklete in smo šli na razne pohode. Že takrat sem jaz nekakšno imel v sebi, da grem v naravo in nekakšno to mi je še danes ostalo. Potem je prišlo v tem obdobju kar kmalu, nekje sem zasledil leta 1946, ko ste se zapisal bolj k tem športu, teku na smučeh, pa kdo vas je to usmeril, pa dajte tole tudi malo nam predstaviti. V začetku je vsak posameznik delal po svojem, kar je vedel in znal. Jaz se spomnim, da smo vsak vikend, šli v sobotah pa nedeljah, da smo šli na smučarsko kočo in gor smo nekakšno opremo imeli, ene smučke so imeli lesene in tiste so bile za vse dejavnosti, za tek, za smuk, za slalom.
pa še skakali smo z njimi. Skratka, oprema je bila enostavna, ampak se je dalo z njo. Enostavno je bila, spredi ta pas, lesenje čevlja not, pa si že šel. Mazene takrat nismo poznali, pa nič. No, za tisto obdobje je tudi značilno, da v bistvu je bilo povojno obdobje in da je pač bilo temu ustrezno tudi način življenja prilagojen. Prehrana se je dobivala preko na karte se je takrat rekel, pa bi morda tudi tole kaj na to rekel. Ja, k sreči, da oče mi je delal v železarni in da smo pač tam dobili, kako ste rekli, karte in da smo dobili pole kakšna, bi rekel, kaj se vem, mast, pa take stvari, bolj močne stvari, ker je bil v topilnici delavc in tam so dobili tiste karte, da se lahko tudi se nabavili. Pač te stvari, no, ta boljše stvari bi rekel, močne stvari. Skratka tega, da bi rekel, nimate nekaj spominov na to, da bi živeli takrat v nekem pomanjkanju ali kakorkoli, bi rekel, kar se hrane tiče. Ja, to sploh ni bilo, mislim, ker nismo bili navajeni, ne vem, kakšne dobrote, niti poznali nismo, ampak poznali smo navadno hrano. In tisto smo imeli skozi. Za Gušta, no, kakorkoli, mislim, ker poudarek je seveda šport v tem najinem pogovoru in seveda za Gušta je takrat bilo značilno, da je tudi kar razvejan ta šport, da se je igral, bi rekel, razne tudi kolektivni športi, seveda pretežno se je pa seveda daje poudarek na tale zimski šport. Pa bi morda zdaj tale vaš del morda malo povedal, kak je bil ta vstop, da ste se odločili in pričel z tekom na smučeh? No, kot sem že prej rekel, mi smo vso opremo na smučarski koči pustili in med soboto pa nedeljo smo pa s tistimi smučkami tekali, slalom vozili, smuk, pa še skakali smo, teda smo, bi rekel, tiste smučke imeli za vse discipline. To je bilo to. Ja, ampak vi ste pol kljub temu pričel z tekom na smučeh, bi rekel, specialno, ker vaša kariera, vaša športna pot, vaši vrhunci so ravno na teku, na smučeh. No, leta 46, 47 pa je takrat v Guštanj prišel Gregor Klančnik kot direktor železarne Ravne. On je pa že takrat bil, bi rekel, napreden v tem teku. On je bil že takrat večkratni prvak v kombinaciji, to se pravi v teku in skokih. In je prišel večkrat na smučarsko kočo, pa je videl, kako se mi, bi rekel, trudimo pa matramo s temi lesenimi smučkami, pa tečemo pa to. No in bi rekel, da je on bil pa tisti, da je nas, bi rekel, usmeril v tek, da nismo več alpsko smučali, pa skakali, pa ne vem kaj delali. No. Tako da, in srečo, da sem jaz osebno zvedel, da v Mežici je pa en dober tišlar ali bognar, ali kakor bi rekel, da izdeluje tekaške smučke. Sem šel k njemu in sem jaz pole tiste smučke dobil in sem bi rekel en tak, da sem s tistimi smučkami začel probati temi tekaškim korakom pa tak naprej. In on je pole bil, bi rekel, prvi v Sloveniji, ko je delal res kvalitetne tekaške smučke. Takrat še Elana pa to sploh nismo poznali. Ja, seveda, to je bil takrat, seveda, bi rekel, ta šport je bil v povojih, se je tako dogajal. Tako. Sočasno, seveda, da ste te rezultate dosegli, ste morali tudi prilagajati svoj trening temu. Kako je potekal vaš trening, rečemo enkrat to je zimske, enkrat pa te suhe priprave, če bi tako rekel, no, je treba to kondicijo je bilo treba seveda ohranjati. Ja, imate prav. Mi smo takrat poleti imeli suhe tekme, pa mislim suhi tek. Ja.
Jaz se spomnim, da smo te ulične teke tekmovali, gorske teke tekmovali in da si pa lahko šel na te tekme, si pa tudi čez teden moral se gibati, pa smo hodili na razne planine in tako naprej. Tako da to je, bi rekel, vse skupaj bo v sklopu temu teku. Vaša prelomnica je bila leto 1950, ko ste postal republiški prvak v teku na smučeh. A se kaj potem to spremenilo, pa v čem je bila pol ta razlika? Prej ste se seveda udejstvoval, predvsem pa pripravljal, pa tekmoval, ampak postati republiški prvak je pa seveda nek dosežek, ki ga ni možno kar tako zaobiti. Meni se zdi, da je že bilo v meni prirojeno, da sem pač ljubil naravo in da sem vsak dan šel ven, ali sem hodil ali tekel, in zato sem tudi takrat nekakšno bil tako dober v smučarskem teku, da sem bil pri starejših mladincih slovenski prvak. Takrat se je pa veliko spremenilo pri meni. Spoznali so me v Sloveniji in že vabili na razne skupne priprave, skupne treninge na Pokluko, na Bled, v Bohinj, Kranjsko Goro. Začetka sploh, da sem pa tja prišel, so pa rekli, ta pa sploh ne spada k nam, on je pa avstrijski Korošec. Jaz sem jim moral dokazati, kak del, majhen del je tudi v Sloveniji Koroške. Sem jim moral prav na zemljevidu pokazati, da se končuje Koroška pri Dularju in konc Dravograda. No, polje so me pa sprejeli. Prej so pa rekli, da nam je za Avstrijo tekmovati, ker sem avstrijski Korošec. No, to je tako, da tale rek, ki danes pravi, da v Ljubljani ne vejo, kje je Koroška, je že takrat veljal tudi. Ja. No, ampak zdaj sama, bi rekel, ta sprememba, potem kot državni prvak ste seveda bil tudi potencialni kandidat za udeležbo na olimpijske igre. Kako je pa potem ta, bi rekel, prihod nastal, da ste pol tudi se kvalificiral, pa postal, bi rekel, udeleženec olimpijskih iger? No, takrat, ko sem bil državni prvak, še to noben ni vedel, ne, za kakšne olimpijske igre. Saj jaz ne, no. In ker smo imeli vsako leto te skupne priprave, kako sem že prej imenoval kraje, Pokluka, Bohinj, Bled, Kranjska Gora, in pri teh treningah smo tudi imeli vsak trening, bi rekel, po končanem treningu takšne izbirne tekme. In tam sem se zmeraj dobro odrezal. Zato sem se pa plasiral v vrstu med prve 5, ki bojo šli na olimpijske igre. To je bilo to. Ko ste bil v teh raznih pripravah, pa ko ste se kvalificirali, no, kako je tole bilo? Ker vemo, tek na smučeh je zelo ključno, kako so smučke namazane, pa to je neka prava umetnost bila v tistem času, zdaj verjetno je še zmeraj, ampak takrat še posebej. Ste imeli vi kakšne posebne? Ja, mi smo takrat rekli, da mazanje je pol tekme. Če si slabo imel namazati, nisi mogel teči. In zaradi tega sem jaz nekakšno se zelo naučil, dobro naučil tega mazanja, ker so nas v začetku hodili razni tuji trenerji trenirati na Pokluko. Kaj so jim Švedi, Norvežani. In jaz sem pri vsakih treningu, ko smo zjutraj smučke namazali, trener rekel tako, sem jaz si zapisal, kaj smo mazali, kakšna temperatura je bila. Teda sem, bi rekel, kar hitro gratil samostojen. Ker se mi zdi, sem imel tako občutek, da me nekakšni Gorenjci ali Ljubljančani nič ne marajo preveč, ker sem jim bil konkurenca. Imeli so svoje kandidate, pri teh, ko je bila pa že za olimpijske igre, smo imeli 3krat izbirne in na vseh 3 tekmah sem jaz bil, bi rekel, ta boljši, teda niso mogli reči, Štefan pa ne gre.
ampak gre, ker je boljši. Skratka, z rezultatom ste potrdili to, da je pač vas niso mogli selekcionirati pa izločiti. Zdaj, morda še tole kot vprašanje, smo rekla, maže so pol tekme. Pa ste bili znotraj, očitno ste bili tudi na tem, da je vsak držal za sebe bolj to skrivnost, kako mazati, bi rekel, ker na koncu... Ja, mene, če dovolite, mene so, jaz sem nekakšno bil, ker sem že prej rekel, da sem si vsak trening zapisal mažo, temperature, pa tako da sem ogromno, bi rekel, že znal. In je veliko tak Gorenjcev prišlo k meni, ja, Štefan, kaj ga pa mažiš, ali? Pa sem rekel, poglejte, jaz imam vse tiste 3 maže, ko jih imam zunaj. Zdaj pa ti pokaži. Je imel pa skrite v žepu, pa karkoli, pa je šel. Min ben ni pokazal, jaz sem pa vsakemu pokazal. In se mi je zdelo, da sem to prav naredil, kaj jaz vem, no. Ker sem pri treningah si vse zapisal in mi je to prav prišlo. No, skratka, tu se je pokazal karakter, vi ste bili odprti, oni so se pa dokaj, bi rekel, zapirali in skrivali tiste svoje stvari, ker so se bali konkurence, ampak kljub temu ste bil, bi rekel, tisti, ki ste jih premagoval, no. Tako. Potem same olimpijske igre, ki ste jih doživeli, so verjetno nek nepozaben, bi rekel, dogodek in pa bi morda malo povedali, kako ga iz današnje perspektive ocenjujete tisti dogodek, tiste olimpijske igre, kako ste jih podoživljali? Ja, jaz bi rekel, da to je največji dogodek enega športnika, ko sodeluje na olimpijske igre, pa naj bo to letne ali zimske. No, prvič je že to bilo, ker smo morali iti na probo za obleko, posebno obleko smo imeli vsi enako. In tam pa tudi, mislim, že ta pohod, bi rekel, v paradi, ko smo šli reprezentance na tisti štadion, pa himne, ko zaigrajo, meni so nekakšno kar solze prišle v oči. Tukaj sem bil vesel, da so se plasiral na tako stvar. Ja, saj to je izjemno. Kako ste tako primerjalno, ko ste videli, rekel, vaša ekipa, pa ste primerjali se z drugimi državami, že na samem tistem pohodu, ste bili, rekel, tako lahko samozavestni, dovolj opremljeni, ali so že drugi izstopali ali kakorkoli? No, jaz sem imel, bi rekel, tako dostop do vseh tekmovalcev enako in me je tudi zelo zanimal, kako tisti tekmovalci, ko zmagujejo. In se spomnim, da je takrat zmagal Šved Jernberg na 30 km in sem prav k njemu šel, sem rekel, mi smo Slovenci 100 let za vami, povejte nam malo, kako vi poleti trenirate, kako pa ne. In je bil zelo prijazen, je rekel, pojdi z mano, pa ti bom vse povedal. In je povedal, da poleti trenirajo, delajo gozdna dela. Polovico, kaj jaz vem, 2 uri gozdna dela, 2 uri treninga, a ne. In jaz sem hotel tudi to pri nas uvesti. Sem šel Gregor Klančnikov, pa sem bil pri direktorju gozdnega gospodu Logarju, pa je rekel, jaz sem takoj za to, samo midva se ne moramo zmeniti, to mora biti Klančnik za to. In sem šel Klančnikov, no in ni bil za to. Tako da nisem mogel to uvesti, tak način treninga, kakor so imeli ostali tekmovalci. Vi ste tekmovali takrat na 30 pa 50 kilometrski razdalji. Na 30 km sem bil od 90 tekmovalcev 45, na 50 pa nisem bil jaz določen, ampak sem bil za štafeto določen. Ampak so na prejšnji večer tekmovanja rekli, ti boš na 50 laufal in dobiš nove smučke. Sem rekel, pa kako vi zdaj to gledate? Jaz sem navajen na teh smučkah, ki sem jih dobil od tega Tomaža Šipeka z Mežice. Jaz sem na teh navajen,
ne pa zdaj na nove. In je bilo, ali boš tekmoval, ali pa jutra greš domov. Veš, da boš tekmoval, a ne? Ampak na 39 km si zaradi izčrpanosti odstopil. Seveda so nova oprema, pa sočasno verjetno tudi maže, pa vse to, bi rekel, so jim dale bi rekel, svoj učinek, da ste plačal davek, kot se temu reče. To je bil primer, ko je letos bila ta Petra Majdič tu na Prevalah, ko sem bil gor povabljen, pa sem ji to pravi, jaz tu sploh ne morem si zamisliti. Jaz sem imel 90 parov smučk, trenerje, maserije, vse pa to, ne, mi pa nič. En par za trening, en par za tekmo. Torej smo bili v tem primeru na nuli. Tudi proti drugim tekmovalcem. Ampak tudi že prej ste omenili, vi ste v bistvu že same priprave, ko so bile na to olimpijado, vršil, da ste prvo upravili službo, potem pa trening. No, za skupne treninge smo dobili, to smo vsi športniki dobili, kjer smo bili v železarni zaposleni, smo dobili plačan šiht, ne, se pravi izredno plačan dopustno. Mislim, kar se pa tiče treningu doma, pa se je kakor po šihtu. Jaz sem vedel, da Gorenjci bojo na mene pikirali, ko hudi, ker so imeli svojega človeka, svoje ljudi za olimpijske igre in so imeli 3krat izbirne tekme in me niso mogli. Še na 3. so rekli, poslušaj Štefan, vsi te že imajo za minuto pa pol, bolj da odstopiš. Ampak sem jaz rekel, tudi vonim, gre meni takrat, ko smo mazali, mi je nekakšno prvi krog, smo imeli 2 kroga po 7 km pa pol, je nekakšno smučka kar precej šla nazaj, ampak sem si sam rekel, tudi onim gre nazaj. V drugem krogu mi je pa maža primla, se mi je pa zdelo, kot da mi je raketa se prežgava in sem tako šel, da sem tisto minuto pa pol, ko so me že prej oni imeli, dobo nazaj in še vse skupaj za minuto pa pol zadnji pustil. Pa so bili pa tih. Potem ste imeli še enkrat priložnost, oziroma ste se pripravljali tudi še za naslednje olimpijske igre v Squaw Valleyju v ZDA leta 1960. Pa dajte nam še tole opisati, kako je ta zadeva potem izpadla, pa kako so zadeve tekle. Takrat za te olimpijske igre v Ameriko smo se pa izredno pripravljali, bi rekel, pol leta. To smo imeli malo domov, pa spet na trening pa to. V vseh teh krajih, od Kranjske Gore do Pokluke, do Bohinja, do vse posod so imeli Bleda. Ampak en mesec prej je pa iz Beograda prišlo sporočilo, da v Squaw Valley v Ameriko noben tekmovalec ne gre, ampak samo olimpijski komite. To so nam pa dali nož v srce. No, skratka, funkcionarji so sebe poslali, so šli na turizem, tisti, ki ste se pripravljali, ste pa doma ostali. Ste pa doma ostali, skratka, tudi nenavadno, ampak takšne zgodbe so se tudi dogajale. Še danes. Ja. Tudi potem leta 1964 za olimpijske igre v Innsbrucku ste pa imel, rekel, priložnost, ali da bi se udeležil kot pomočnik trenerja ali kakorkoli. To sem pa dobil pismeno iz Beograda, Smučarskega saveza, da se naj pripravim, da grem kot najboljši mladinski trener. Takrat so moji tekači, tu izravn, ko so bili od Krajnčan Mirkona do Jakoba Vidušiča, do vseh, ogromno je teh bilo tekačev, ko sem jih jaz naučil, Karpač, Egon in pa še precej takih drugih. No. So bili tako dobri tekači, da ko smo šli na kakšne tekme, 1., 2., 3., 4., v štafeti pa daleč predi. Zato so me dali iz Beograda pismeno poslali, da kot najboljši mladinski trener grem v Innsbruck pomočnika trenerja. Ampak pred odhodom je bilo pa rečeno, da jaz ne grem.
je pa šel eden iz Ljubljane, ko veze ni imel s smučanjem. Skratka, stalno so se dogajale neke krivice ali pa neke posebne intervencije, da je kdo šel kam, ki mu ni bilo mesto, tisti zaslužni ste pa ostali Pa doma. doma, skratka. No, tu ste zdaj že načel tisti drugi del po svoji uspešni karieri tekača, ko ste prevzel tule pa pričel z treningom raznih domačih fantov, no, kot se prej jih ne omeni, Bavči Mirko, pa Kranjčan, to smo mi. Karpačigan, pa to. Pa bi tule malo bolj podrobno še kaj rekla. Mi smo še zmeraj, bi rekel, skup držali, pa jih poleti smo, da smo jih trenirali, da smo se skup trenirali in hodili na razne te ulične teke, gorske teke, tu doma, po Sloveniji, v Avstriji, v Nemčijo. Teda smo mi, bi rekel, imeli še skupne veze. Po zimi pa jaz nisem več sodeloval pri treningih. Tako da je to bilo. Skratka, bil ste bolj na teh suhih pripravah, če se tako izrazim. Tako. Ampak, če še malo zdaj to navežemo na tisto obdobje, tako po spominu, takrat smo tule v Ravnah imeli ali v Guštanju še tudi take cross tekme, pa je bil neki v bistvu tek okrog Čičovja, pa to. Se tu kaj spomnite na to? Vsekakor se vse spomnim. Mi smo imeli tudi vsako leto ta tek v čas 14. divizije. In to si se moral tudi, če si hotel na takšno tekmo, si se moral tudi čez leto pripravljati. Poleti smo pa imeli te krose. Jaz vem, da sem bil organizator tega gorskega teka, ki je še danes, bi rekel, se tekmuje. Štart je pri spomeniku Prežiga Voranca, cilj pa na Navaških ledinih. Tako da to se kar dogaja še zdaj. Ja, skratka tudi to, no, tule Ravne so bile dejansko takrat pod nek pojem, bi rekel, teka na smučeh, pa seveda tudi ostalih športov, da ne bomo zdaj, bi rekel, tule izpustila ven tudi ostale, kot je odbojka, nogomet, skratka, namizni tenis je bil takrat izredno tudi razvit. Tako da znotraj v bistvu Ravne so veljale stalno za neki športno mesto ali pa kraj ali pa že. Pa morda tudi koliko poznam ali pa koliko mislim, da ste vi tudi z fuzbalu se nekaj ali pa z nogometom nekaj spogledoval, pa nekaj tam je tu. Kaj na tem je, kakšna anekdota iz področja nogometa? Ja, to je tudi res, ker, kaj jaz vem, po šoli smo pač se zbrali v parku in smo igrali kaj drugega, pa nogomet. Pa malo tekali in tako. Jaz se dobro spomnim, ko smo bili zbrani za nogometno tekmo, da gremo v Maribor z vlakom igrati proti Železničarju. Jaz sem bil takrat golman, a pa vratar, Fužinarja, prvi. In se spomnim, da smo doma trenirali, smo rekli, držimo vsakega tekmovalca. Seveda Kopačk nismo poznali, ampak so nam rekli, naj mame vam štrikajo volnene nogavice. In s takimi smo mi tudi šli v Maribor. In pridemo tam na štadion, pa oni Mariborčani, no, koliko bomo mi te pavre mi taj nažgali, 5, 10, nič, poglejte, še Kopačk nimajo, pa to, a ne. No, mi smo bili pač tiho, smo rekli, bomo videli, kaj bo. Prvi policajt je bil res 2-0, drugi bo za njih, drugi policajt pa 4-0 za nas. Se pravi, da bo 4-2. Po tekmi, ma niti enega Mariborčana nismo več videli, ki so zginili kot kafre. No, to samo pomeni nekaj več, da če je volja, vztrajnost in želja, potem se da premagovati tudi tiste, ki imajo občutek, da na višjem nivoju funkcionirajo, pa ni vedno tako. To je tudi bilo pri smučarskem teku. Saj si sam teku. Teda si moral ti sam biti pripravljen in sam imeti tisto železno voljo, da moraš skozi cilj. Pa naj bo ne vem kak smučka namazana, ker maža je takrat pol tekme dava, bi rekel, pomenova, ne, neki.
In to je to. Jaz sem imel pa izredno voljo ali hoja, ali tek, na smučkah ali brez smučk, teda sem skozi prišel, odstopanja ni bilo. Tek po poteh 14. divizije ste omenil. Morda to je zdaj že skoraj rahlo pozabljen tek, pa to je bil takrat kar en pomemben takole dogodek, športni dogodek, ki je bila tudi udeležba, je bila dokaj široka zasnovana. Pa bi morda malo tudi po tej plati nam kaj Ja, dobro se spomnim, jaz teh tekov cestnih naredil 35-krat. Sem bil na teh teku okupirane Ljubljane. To je bilo, jaz se spomnim, zdaj pa takrat copat ni bilo, pa neč smo imeli tista bata. Ja. Copate, ko si prišel v cilj, sam žul pa kri. Da smo cel teden pa le hodili, bi rekel, po vseh 4, da smo se pozdravili pa tak naprej. Ampak takrat je bilo tako. Ni bilo kaj drugega. Ne pa dansko maj, ne vem kakšne izbire, pa še pa teč nočijo. Pa teč, ja, bi bolj sedeli. Ampak zdaj, če se vrnemo na tek 14. divizije, takrat je bila tu kar ena široka, bi rekel, tudi takratna vojska, pa vse to je bilo od tudi generali ali polkovniki, ali kaj, to so se vsi udeleževali tega teka, tudi ker je bila pač neka simbolna prireditev, ki je bila vezana na NOB. Tako, ja. To je bilo res ogromno je bilo pohodov, a ne, da so hodili. Ogromno je nas bilo tekačev. Jaz vem, da smo bili skozi ena taka enaka ekipa, da smo čez leto trenirali in smo pa tudi tale tek dali skozi. Da je bilo kar uspešno. Enkrat, jaz se spomnim, da smo že, ko je bilo za kaj sem nagrada, fotoaparati, smo rekli, za pase že držimo. Ja. Samo kaj se je zgodilo, ko so nas z vodo pošpricali, sta pa fanirila dva, je pa Ivo pole krč zagrabil, teraz smo bili bolj zadnji. No, prej ste tudi omenil tole štafetne teke. Tudi štafetne teke, tam smo bili tudi zelo dobro ekipo. To smo imeli pa smučarske teke, štafetne. To so bili že pa moji fanti, ko so bili tako dobri, a ne. Od Karpača, Krenčana, da so bili Dretnik Milan, to so bile izredne ekipe, ko so me ubogali pred treningu in so tudi pole dosegle izreden rezultat. Še prej so že mene, bi rekel, Štajerci, pa Gorenjci pa to gledali po strani, pa so pa že moje fante gledali po strani, ker so jih posodi, so bili ta boljši. Skratka, rekel, tekma med Gorenjci, Korošci ni bila končana kar s tem, da ste jih vi premagali, še pol v nadaljevanju. Skozi je bila ta konkurenca, ja. No, ampak to je tista zdrava konkurenca športa, ki bi rekel dosežkov na zdrav način premagovati, vse dokazovati. Vi ste bil tudi sicer takole, ne samo športnik, tudi bi rekel, kulturno ste se udejstvoval, bil ste član folklorne skupine in kar dokaj zgodaj ste se zapisal tudi pleso v folklorni skupini, pa bi morda tudi tole malo... Mene je ples že skozi bil pri srcu in pa glasba pa to. In ko sem bil 17 let star, vem, 47 leta sem se že priključil folklorni skupini Prižiha Oranca, Ravne na Koroškem. In kaj smo mi tam vse doživeli prečudovito. Kamor si prišel, glasba, petje, ples. A ni bilo to vse. To si pozabil na vse težkoče doma ali v družini ali kjerkoli. To si se sprostil in še zdaj nazadnje v septembru smo bili v Đakovu kraju, povratenem kraju, Ravne na Koroškem. Se spomnim, da smo se vozili 6 ali 7 ur z avtobusom, ko smo prišli dol, hitro sprblečiti in že nastop. Takrat je pa bilo
nastopajočih 40 parov folklore iz ogromnih držav pa to, a ne. In drugi dan je bila parada po mestu in sem bil prav presenečen, ker so nas tako lepo pozdravljali. Vsi so nam ploskali, pozdravljali, hej, zdravo Slovenija. Skratka, neka nostalgija je še Ja. zmeraj prisotna, da smo bili časi neka skupna država ali kakorkoli. No, nisem pa si mogel načuditi, ko so nas peljali v tisto njihovo katedralo, ko je prečudovita, prečudovita. To je edinstvena, se mi zdi. Jaz ne vem, a je sploh kaj lepšega v Evropi, ko smo si ogledali. Ja, očitno so tudi te znamenitosti zelo tiste, ki jih je vredno ogledati in tudi dajo, bi rekel, v tem, če si angažiran, pač vidiš svet, vidiš druge kulture. To je, No, to je pa nagrada za športnike, pa za kulturnike. No, to imate prav, to sem jih mislil reči. Ja. Vse to, tole druženje, srečanje, skupni plesi, petje, to je res tista nagrada, kar si ti ko si vajal pa treniral pa tako naprej. Kot rečeno, amaterski šport, vi ste vsestranska osebnost, očitno. In veliko je bilo zaznati takole, vi ste se udeleževal ogromno tekov in vi ste dosegli tudi na tem rekreacijskem področju tekaške, bi rekel, teka zavidljive rezultate in Štefan Robač je bil praviloma omenjen na teku, tem je bil prvi, je bil tam in tako naprej. Pa bi morda še tu malo kaj na to temo spregovorila. Ja, imate prav, to je tudi en način nagrade, ko si se ti čez eno leto pripravljal pa treniral, da si pol pri kakšnih teku ali kjerkoli dosegel dober rezultat. In bi morali priti k meni pogledati, ker imam čez 1000 pokalov, diplom, medalj in tako naprej. Tako da je ogromno tega. Skratka, priznanj pa medalj tega imate v svoji vitrini, imate Vse. tako da tu je neka zakladnica tistih vaših dosežkov in seveda poklon tudi temu. Seveda ste pa ste prejemnik tudi visoke nagrade občine Ravne, dobili ste najvišjo plaketo. Klančnikov, ja. Ja, Klančnikova plaketo. Občinsko vse, to sem vse dobil. Nagrajenec v vsakem primeru in kako ste sprejel tole? Sem presenečen, zmeraj za vsako stvar sem bil presenečen, če so mi tu svojemu kraju pa svoji občini dali kakšno nagrado pa poklicali kaj. To je tudi, bi rekel, tista nagrada, ki si je dal skozi v svojem življenju, bi rekel, 70 let folklore, 70 let teka. Vidite, da smo ogromno pretekli kilometrov in preplesali in vse. No, ampak na vse to bi jaz rekel, da je bilo čudovito, če bi še enkrat bil mlad, bi ravno tako vzel to. In samo sočasno pa lahko ugotovimo, da je to ena naložba v vas, ker pri svojih letih ste izredno vitalen, rekel, tudi tako mnogi mlajši že rabijo razne pomoči, vi ste še zmeraj, rekel, v polni formi, skratka, posnemanja vredni. No. Jaz pravim, da to je zdaj ta nagrada, ko smo jo dali skozi, pa se zdaj to nam vrača. Ja. Da to je zdaj črpam iz tega, ne. Pa naj bo to ples, pa naj bo to tek. Jaz že zdaj, recimo tako, je prvi sneg padel, sem si v Dobi vasi naredil eno tako progo 200 metrov, 250. In vsak drugi dan grem na smučke. En dan na smučke, en dan suho, teda zmerno se nekaj dogaja. Pa doma imam tudi razne pripomočke za moč, pa tako naprej. Pa če se ustavimo še zdaj malo v tem obdobju sedanje tehnike, tehnologije, televizorjev, interneta, vsega tega, ko
ko nastaja največji problem to, da je kako mlade spraviti v gibanje. Pa kako vi zdaj tole spremljate, pa kaj bi jim priporočil, no, tem, ki se težko odločijo, da bi karkoli šli v naravo, se vložili nek napor, seveda vsako gibanje je napor. Ali? Večkrat tudi hodim po parku, ker je pač tak krog, kaj so jim 860 metrov, pa večkrat greš po tistem parku, pa včasih se nastajem, ko iz gimnazije ali srednje šole pridejo ta mladi ven, pa jih tako gledam. Kaj pa imajo? Telefon, pa se igrajo z njim, ali? Si mislim, srečo, da mi nismo imeli kaj takega. Da smo res še športom ukvarjali, da smo rešili nogomet tisti čas igrati ali karkoli, samo da nič smo imeli kaj takega, no. Se čudim, kam bo to šlo, no. No, če bi tako vzel, tisti čas je bilo seveda vaše obdobje, tudi kasneje je bilo predvsem edino razvedrilo šport, pa eventualno še kino, ne. Kino Ja, na Ravnah, no. no, to je tudi res, ja. Ja. To se spomnim, ko smo na Čičovju stanovali, ženi smo vsakokrat šla v kino, po kinotu pa ples. Mami sem pa rekel, viš kaj, včasih je bil bolj dolg film. Ja. Pazi na otroka. No in midva smo pa po filmu, kino, šla pa v kavarno plesati, Ja. ker smo oba rada plesala. Vse smo se tudi na plesu spoznala, a ne? Tako da je vse to bilo v zvezi s tem. No, zdaj ste omenil kavarno, no. Ja. Kavarna je bila takrat res eno stičišče, to je bilo neko vsako, Ja, super. ja. In Super srečanje vseh Ja. generacij. to smo takrat Ravnčani praznovali vse tiste največje praznike, to je bilo v bistvu Ja. vse, kar je bilo aktivno, je bilo takrat in tista kavarna nas je povezovala. Pa. Imate prav, še ni dolgo od tega, ko me več kjer pravi, poslušaj, ti si že bolj pri takih letih, kakšna razlika je zdaj? Zdaj pa takrat, ko si bil mlad. Se rekel, velika razlika. Se rekel, takrat je zmeraj bila kavarna ali restauracija premala. Vsi smo plesali. Vsi smo plesali, naj bo to delavec ali inženir ali ne vem kaj, ampak vsi smo plesali. Tam so bili vsi enaki. Poglejte zdaj, nobenega ni. To je ta velika razlika. To se pravi, ogromno druženja je bilo takrat, ko ni bilo te televizije, pa ni bilo teh avtomobilov, pa tako naprej. No, sploh pa zdaj ta mladi imajo pa te ekrane pred sabo. No, skratka, to je zdaj, seveda, tudi tisti ekran, zdaj, da ne bomo rekli, da je to negativno samo, ampak daje tudi ogromno koristnih možnosti, pa teh zadev, ampak tu je treba uravnotežiti, tako da v bistvu koristiti ga, ampak sočasno ne zanimariti gibanje, to je pa tista druga zadeva. Jaz bi vsakemu rekel tisti pol ure, ko ima v šoli frej, se jih ogromno pa vidim, Ja. da gre okoli parka. To je kar za pohvaliti. In ogromno jih zdaj hodi že, ja, teda se kar spreminja ta čas. Tisti, ko grejo okoli, nimajo nič tistih ekranov v rokah. Če bi tako zdaj na koncu strnali, bi rekel, vse to vaše obdobje, kako bi ocenili? Ste zadovoljni sam s tem, bi rekel, minulim? Prej ste že rekel, ne bi ničesar popravljal, ničesar spreminjal. Podobno pot bi še enkrat izbral, če bi imel človek možnost izbirati. Marsikaj bi izbral. Veliko pa tudi ne. Ker jaz se spomnim, smo začeli z nič. Ni bilo, takrat je nam Klančnik že pokazal tiste tekaške smučke, pa čevlje, pa palce. Jaz se spomnim, da cel teden nismo mogli spati. Kako bi mi do tega prišli, a ne? In je nam železarna dala možnost, da smo šli staro železo nabirati.
tam smo si nabrali nekaj, prislužili nekaj denarja in s tistim denarjem smo si poleg kupili tekaške smučke, tekaške čevlje smo dali pri temu domačemu mojstru Šmidu delati, viziji, pa te stvari smo pa v industrijski šoli sami naredili, ampak po šoli. Takrat je nas fajnedl imel v šoli, ampak po šoli. Teda smo ogromno, bi rekel, takrat začeli z nič. To je veliko. Bolj znaš ceniti, vse znaš ceniti. Spoštovani Štefan Robač, olimpionik, vaša življenjska pot je neizmerno bogata, tako na športno kot tudi kulturnem področju in tudi v vsakem primeru bi želel, da vas čim več sokrajanov posnema na področju športa in tudi ostalih aktivnosti. Ste promotor športa, tudi svojevrstne kulture, predvsem pa promotor zdravega načina življenja in seveda na koncu vam želim, da bi doživel še veliko zdravih pa takšnih vitalnih let in da bi nas ob raznih srečanjih še kdaj spomnil na kakšno zadevo iz preteklosti in s temi željami in s temi mislimi bi jaz tudi zaključil najin pogovor in hvala za pogovor, da ste se vzel čas in prišel v našo oddajo, nam predstavil veliko zanimivega. No, jaz se bi tej priliki hvalil, da ste me poklicali, ko je to zdaj prvi tak primer, da ste se spomnili na mene po tolikih letih, da sem prišel v vaš študij in da sem jaz svoje stvari, kar sem doživel, bi rekel, delno povedal. In tako bi jaz tudi, mislim, s tem bi jaz tudi drugim, kjer bojo zdaj začeli ali kjer že tekmujejo, da največ dajo sami. Trening, trening, trening. Brez treninga ni kaj. Vse druge priprave ali karkoli ne pomaga nič, ampak narava ti da vse. Spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.